Lepo pozdravljeni v odmevu tedna. Začel se je november in čeprav je še včasih veljalo, da je november nekako mesec, ko se ne da delati. Ne? Zaradi tega, ker je november. November je, ne? Se sredstvo ne da nekako Ne da se delati. November je. Je letos povsem drugače. Letošnji november bo za politike izjemno delaven, čakajo nas kar štiri volilne nedelje, zadnja sicer že v decembru, pa vendarle bo kampanja nekako skoncentrirala na ta letošnji november. Tako da z vidika demokratičnega procesa bo letos vsaj politikom treba zelo veliko delati. No, v studiu pozdravljam Alena Salihoviča, sicer iz novinarja in urednika na Radiu Ognjišče, ki bo tokrat z mano pokomentiral dogajanje tega tedna. Nekako prve volitve, ki so v tem napetem političnem novembru pred nami, so predsedniške, drugi krog, imamo dva kandidata, Natašo Pirc Musar, Anžeta Logarja. Oba sta nekako napovedovala tako zmerno, argumentirano, strpno kampanjo, kar ima tudi komentatorji nekako priznavajo, pa vendarle ni vse tako zelo v rožicah morda, kot se zdi na prvi pogled. Kako ti opazuješ to kampanjo? Zdaj nekako smo že se prevesili v drugi del. Lep pozdrav. Kampanja me ni presenetila. Predvsem me niso presenetile afere, ki prihajajo tako iz ene kot druge strani ven. Tako da ni nova kampanja oziroma česar še nismo videli v preteklosti. Res, da je pred nami še en teden in mislim, da bosta kandidata v zadnjem tednu res snela rokavice pa vsem, kar pa zadeva ostalih zadev. Predvsem me tukaj, ko se je spomnil na kampanjo, me presenečajo te zgodbe, ki jih vodijo drugi iz ozadja, ki ne prihajajo od kandidatov. Kandidata, kot si dejal, sta res da mirna, umirjena, tudi dialog med njima je spoštljiv, ampak vsi drugi, ki vstopajo v to kampanjo in so vstopali že v prvem krogu, vstopajo sedaj v drugem krogu, so pa, bomo rekli, strici ali pa tete iz ozadja, teh pa je kar nekaj bilo v teh dneh. No, na to je opozoril tudi Peter Gregorčič v nedeljski uri moči. Predlagam, da si pogledamo najprej njegovo izjavo. Pričakujem, da bo vsaj med kandidatoma, ki sta na teh volitvah, ne pa vse tiste, ki jih skušajo stlačiti v volilno kampanjo, poleg njiju, da bo potekala precej spodobna volilna kampanja, kar zelo pozdravljam v resnici v našem političnem prostoru. Bi pa rekel nekaj drugega, potem smo imeli pa nastopa dveh predsednikov volilnih, se pravi parlamentarnih strank, ene, ki zdaj podpira Natašo Pirc Musar, to je Roberta Goloba, ki je za zelo totalitarno retoriko rekel, da ne bodo dovolili, da je nekdo izvoljen. Ne vem pač, kaj ima predsednik vlade za dovoliti ali ne dovoliti izbiro volivcem. Drugi je bil pa potem nastop Janše dan kasneje, iz katerega se je tudi videla neka grenkoba. Skratka, omenil si že tudi sam, tudi Gregorčič, omenja ta zanimiv vidik teh ljudi v ozadju, predvsem recimo dveh akterjev, Roberta Goloba in Janeza Janše. Recimo Robert Golob celo ne bo dopustil, da bi prišel v predsedniško palačo kandidat SDS-a. Se mu lahko to recimo obrne v nekako negativno? Nenavadno je, da nekdo, ki zmaga na volitvah demokratično, kliče po nedemokratičnosti. Torej nas vodi v nek nov sistem in to je izjava Roberta Goloba. Kajti, da ti že vnaprej rečeš, da nekoga ne boš sprejel, ki ga bo ljudstvo morebiti izvolilo z 51-55 odstotki glasov, se mi zdi precej spolzko za enega predsednika vlade. In kako lahko ta predsednik vlade Slovenijo zastopa tudi v Evropski uniji, kjer so prav tako predsedniki vlade izvoljeni na demokratičen način, in da nekdo na ta način želi diskreditirati enega od kandidatov, se mi zdi zelo, zelo vprašljivo tudi za predsednika vlade. Potem pa mogoče še glede akterjev, ki so vstopali v kampanjo. Omenil si Roberta Goloba in pa Janeza Janšo. Ne gre izpustiti še Milana Kučana, kajti meni se zdi, da imamo v tej kampanji
kar 4 kandidate. Torej, sedaj imamo Natašo Pirc Musar, Anžeta Logarja, Milana Kučana, sedaj se vključi še Zoran Janković, ampak ves čas pa imamo Janeza Janšo. In tudi na zadnjem soočenju na televiziji Slovenija ni mogla kandidatka Nataša Pirc Musar mimo Janeza Janše, da ga ne bi omenila vsaj na 5 ali pa 10 minut. In to pa se mi zdi, da je izigravanje prvo teh akterjev in pa tudi voljivcev. Da netimo neko sovraštvo, neko umetno kreganje samo z enim imenom, to je Janez Janša. Ja, nekako se poskuša ustvariti, tako se zdi vtis, da se na vsak način te volitve spet naredi nekako za Janeza Janšo ali proti Janezu Janši, pa vendarle se zdi, da se Anže Logar kljub temu presenetljivo dobro drži, odbija te napade, recimo nekako ne postane živčen, ne izgubi živcev. Lahko to recimo obrne, se ti zdi ta Mislim, da ne. Mislim, da bo Anže ostal na tem nivoju, ker če bi ga že obrnilo oziroma bi mu popustili živci, tako pa mu ne popustijo. In vse te napade dobro odbija. Je pa zanimivo, da se vse koncentrira na Anžeta Logarja in Janeza Janšo, nikakor pa ne govorimo o Nataši Pirc Musar in naprimer Robertu Golobu. Kajti prav tako Natašo Pirc Musar sedaj podpira stranka, največja vladajoča stranka Roberta Goloba, in če smo se pogovarjali pred tem, kaj ni naredila prejšnja vlada, se mi zdi, da je prav, da se Natašo Pirc Musar v teh dneh vpraša tudi, kaj pa počne ta vlada, in kako ljudje oziroma kako ona komentira poteze vlade takšne in drugačne. Vidimo, da gospodarstvo ni najbolj zadovoljno, najbolj zadovoljni so seveda sindikati, ker ta vlada jim je šla naproti, kar pa ni presenečenje glede na to, da je tudi Levica v koaliciji. Ja, zanimivo je tudi, recimo, če smo že pri vladi, praktično skoraj prepovedano je povedati, da ima Slovenija praktično najdražjo elektriko v Evropi, trenutno kljub temu, da imamo energetskega genija za predsednika vlade. Poleg tega se v soočenjih zdi, kot da je na zatožni klopi neke vrste Anže Logar zaradi nekih dejanj drugih ljudi, zaradi tweetov, zaradi nekih dejanj drugih ministrov v prejšnji vladi, v kateri je sodeloval. Hkrati pa recimo se nekako mimo je šla pa novica, ki jo je prinesel pa Požareport, ko so objavili poročilo, ki ga je domnevno pred prvim krogom dal izdelati celo sam Robert Golob. Se pravi, to ni bilo neko poročilo, ki bi ga na Trstenjakovi v kleti, kot se včasih rado govori, pripravili, ampak nekako iz levega pola, če bi se morali soočiti recimo z dvema levima kandidatoma, da bi na ta način ubili Natašo Pirc Musar, glede njenih podjetij, glede da so gre za sporne prakse, prekrivanje lastništva, slamnata podjetja in tako naprej, pa vendarle to nismo videli zdaj množice novinarjev, ki bi drveli v Črnogoro, v Nemčijo, gledati te nabiralnike gospoda Musarja in tudi, kjer je solastnica, recimo sama predsedniška kandidatka Nataša Pirc Musar. Mediji zgodbo naredijo oziroma naredimo in pa zgodbo pustimo, da zaživi. In tukaj vidimo, da ni v interesu večinskih medijev, ni bilo v prvem krogu in ne v drugem krogu. Že v prvem krogu je ta hobotnica teh podjetij, domnevnih oziroma podjetij soproga Nataše Pirc Musar prišla ven na nacionalni televiziji, mislim, da in ni bilo preveč odziva. Pač povedala je, da ni bilo nič. Ostali mediji so o tem skoraj da molčali. Oziroma so pisali šele takrat, ko se je ona odzvala na to poročanje. Kar se mi zdi sporno, tako kot si dejal. Če bi se to zgodilo Anžetu Logarju ali pa Vladimirju Prebiliču v prvem krogu, bi vsi drveli, iskali tiste ljudi, iskali nabiralnike, iskali ljudi, s katerimi se sodeluje, jih spraševali. Bila bi cela gonja, v tem primeru pa ni. Torej se pač vidi, tako kot je rekel gospod Brglez, da je to kandidatka tranzicijske levice. Morda še to, koliko se ti zdi, da bi lahko Pirc Musarjevi vendarle ta afera škodila? Recimo, koliko ljudi bo vendarle odbila s temi svojimi davčnimi oazami in svojim, recimo, tem kapitalističnim divjim kapitalističnim Jaz mislim, da relativno malo. Zakaj? Zaradi tega, ker smo imeli podobne zgodbe tudi pri mnogih funkcionarjih
v državi doslej in so na visokih položajih, da nimo prestolnici in še kje. In kaj se je zgodilo? Nič. Včasih se mi zdi, da imajo ljudje spomin zlate ribice, 3 sekund, ta zgodba gre mimo, če jo ne pripeljejo pravi mediji gor. Če bi to nabijala, ne vem, ena od komercialnih televizij, cel teden bi se morebiti koga prijelo, tako pa se bojim, da se ne bo. No, preden greva na medije, morda še to. Borut Pahor je pred dnevi napovedal nekako, da si želi morda, ne sicer kot proti vrhu, pa vendarle vrniti v stranko socialnih demokratov, če ga bodo tja seveda nazaj sprejeli, potem, ko mu preneha mandat. Je Pahor s tako držo, kakršno ima, sploh še dobrodošel v socialnih demokratih, kakršni so danes? Mislim, da ne. Glede na to, kako je nastopil kot predsednik države in je bil res predsednik države vseh državljanov, mora biti ne od vsega začetka, že v prvem mandatu, kasneje pa. In jaz mislim, da ta drža socialnim demokratom ne bi bila všeč, oziroma je ne bodo kupili od predsednika Boruta Pahorja. Je pa vprašanje, če pa bi šel, pa bi jo kupili, pa mislim, da bi dobili eno dobro socialno demokracijo. In tudi velik, verjetno preobrat na levici. Vendar je Borut Pahor edini predsednik socialnih demokratov, ki je to stranko povzpel na prvo mesto. Tako in gotovo, ker poglejmo samo po predsednikih, ki so bili do sedaj v SD-ju, je šla stranka dol. Stanjo Fajon je najnižje padla, pa še vseeno je zunanja ministrica. In mislim, da stranka SD bi pridobila, če bi Borut Pahor vodil to politiko, kot je vodil na ravni predsednika države, se pa bojim, da to članstvo ne bo sprejelo. Zdaj, če se vrnemo nazaj na medije, ki ustvarjajo zgodbe, eden takih je recimo tudi Siol, ki spada med največje portale, med po branosti, med drugi največji portal. Tudi tam je zdaj prišlo do menjave vodstva. S 1. novembrom je prenehal mandat predčasno dotedajnjemu uredniku Petru Jančiču, se pravi povsem novo vodstvo. Zdaj, Siol je bil nekako še zadnji večji medij v državi, recimo, če izvzamemo RTV Slovenija, od teh komercialnih, ki je nekako držal to pluralnost. Zdaj, ko se Siol tudi nekako pričakujemo, da se bo usmeril z novim vodstvom v bolj levo smer, pravzaprav ni več neke pluralnosti med temi največjimi mediji, pravzaprav držimo pluralnost medijskega prostora samo še vendarle mediji, ki smo nekako manjšega obsega. Tukaj je pač Robert Golob oziroma vlada Roberta Goloba nadaljuje s to čistko. Najprej so menjali nadzorni svet Telekoma, ta je najprej menjal Rajka Geriča, direktorja, potem so šli še naprej k menjavi Petra Jančiča. Ja, res je, žalostno je, da jih menjujejo predčasno, da niso pustili, da mandat zaključijo. Peter Jančič je bil na mandatu, mislim, da 2 leti, tudi nekaj takega Rajko Gerič, da mandat zaključijo in grejo naprej. In tukaj se vidi, da gre res za čistko in pa, da bodo res poročali tako, kot mi želimo. Gotovo jim je bil portal Siol z članki, ki jih je razkrival na takšen in drugačen način, tudi trn v peti, in tudi tega trna so se želeli losati in so se ga. Ja, vsekako zdi se, da so se ga uspešno. Zdaj, zanimivo je tle, da v teh zgodbah pride, da smo poslušali kadrovski cunami na eni strani pri Janši, ko je samo menjal ljudi, ki jim je potekel mandat, je morda jim ga podaljšal, imenoval druge ljudi, morda neke sebi bližje. Redko se je zgodilo, ali pa skoraj nikoli, da bi predčasno rezali ljudi iz mandatov, zdaj imamo pa sistematično recimo to prakso. Ja, poglejmo samo en od portalov, kamor so 3 novinarji šli v vladne strukture. Tukaj govoriti o pluralnosti in o urejanju tega medijskega trga se mi zdi privlečeno za lase, tudi iz strani vladajočih politikov, in bojim se, kako se bo to nadaljevalo v prihodnje in kam bo to šlo v prihodnje. Če smo sedaj videli, Siol je šel, novinarji, ki so postavljeni, se bojim, da ne bodo delali za takšno pluralnost, kot si zavzemamo nekateri. Je pa še tukaj drugo vprašanje, ki ga je vredno izpostaviti, da nihče tega ne problematizira. Ko so bile menjave v času Janševe vlade,
se je to problematiziralo in na komercialnih televizijah, in na javni televiziji, in pisali so se kolumne, bodisi in takšne in drugačne priloge. Danes nihče tega ne problematizira. Mene zanima, kje je tukaj evropska komisarka Vera Jourova, ki so jo pogosto klicali, ne? Zakaj se sedaj ne oglasi? Mene skrbi, predvsem skrbi na ta medijski prostor, kam gremo in kako daleč je pripravljena ta oblast iti z temi menjavami in s tem, ker vidimo, da mislim, da sem zdaj pred 2 dnevoma gledal, koliko je bilo menjav. Do konca septembra je ta vlada, mislim, da naredila več kot 180 ljudi je zamenjala. 180, nekatere degradirala, dala na nivoje, na zelo nizka delovna mesta, ki si jih ne zaslužijo, ampak vprašanje je, kako dolgo še lahko gre to, ampak jaz sem upal, no, da se bo z jesenjo morebiti to ustavilo, ampak se ne bo. Se ne bo. Ne. Zdaj, državljani imamo pravzaprav priložnost samo še na enem področju, nekako v enem mediju še ustaviti ta kadrovski cunami. Ne. Zdaj, čez konec novembra bomo glasovali na referendumu pri zakonu o RTV, pravzaprav o tem, ali si želimo, da Golobova vlada predčasno počisti z vodstvom in nastavi tako vodstvo, ki je njim povšeči, po vrhu pa še potem odpravi vpliv parlamenta na način, da odločanje o tem, kdo bo vodil RTV, prevzame institucije, kjer so nekako tradicionalno prisotni bolj levi, recimo, kadri na samih vodstvih, ne, če se samo spomnimo, recimo varuh človekovih pravic, ne, kdo je bil pred časom, gospod Hanžek, Tomaž Hanžek, ne, ki je potem bil kasneje v stranki Levica, Nataša Pirc-Musar je bila recimo informacijska pooblaščenka, tudi informacijska pooblaščenka bi recimo po novem imenovala svojega svetnika, ne, v svet RTV-a, potem recimo tukaj primer Olimpijskega komiteja, kjer je bil potem svetnik, bivši predsednik Socialnih demokratov. Skratka, nekako se ta sicer navidez neodvisne institucije vedno kadrujejo leve kandidate, ko je šlo za, torej, da bi se zagotovilo, da tudi če v parlament morda slučajno po naključju pride desna večina, da za RTV zacementiramo, dokler ta zakon, ki je zdaj na referendumu velja, z nekako levimi kadri. Bodo ljudje recimo to razumeli na tak način? Bojim se, da ne. Bojim se, da ljudje teh referendumov ne bodo vzeli resno. In želim si, da bi bil kvorum dosežen. Da imamo, mislim, da 1/5 volivcev, da pride in odda svoj glas. Bojim pa se, da večinski mediji temu ne bodo naklonjeni in bodo ves čas proti temu. In tudi kampanja, ki se, vsaj vidimo zdaj, kampanja, ki se pelje proti o teh referendumih, premalo poznamo zadeve. Tudi premalo so pojasnjene strani predlagateljev referenduma. Če pa so dovolj pojasnjene, pa ne pride v medije, predvsem večinske. In tukaj bodo ključnik za uspeh tega referenduma bomo mediji. In mislim, da ne zavedamo se, da nam jemljajo še zadnje moči oziroma zadnje neke vzvode, kjer bi lahko nekdo vplival ali pa kjer bi vseeno lahko bila neka pluralnost. Ne? In dokler nam ne bodo vsega pobrali, mislim, da ne bomo zavedali resnosti položaja. No, hkrati bi se pa morda morali nekako bolj resno soočiti s to kampanjo, ne, glede na to, da pravzaprav je pa tukaj priložnost, kjer vsak državljan ima nek vzvod, da lahko vpliva. Ne, konec koncev vsak državljan plačuje RTV prispevek, ne, in mislim, da bi se moral vsak državljan, ki plačuje RTV prispevek, zavedati, da gre na referendum, odda svoj glas, kajti ne moremo dovoliti, da se skoncentrira oblast ene stranke v vse pore države. Mi smo v tem novembru bomo menjali celotno državo. Na vrhu bo prišlo do vseh sprememb. Predsednika države, menjali smo državni zbor najprej, sedaj še bo državni svet. Potem imamo tukaj še referendume, lokalne volitve. Mi bomo v roku 1 meseca ali pa pol leta, če še vzamemo državno-zborske volitve, menjali celotno državo. In ena stranka si je v manj kot 1 letu podredila celotno državo.
in tudi seveda javni RTV, pač do tega še ni prišla, ampak videli smo, če je prevzela Siol, bo prevzela tudi RTV. Bojim pa se, da če referendumi uspejo, da bodo iskali drugačne vzvode, da bodo vseeno počistili s temi kadri. To drži, vendarle pa referendum vendarle pomeni neko močno ljudsko voljo. Tako, se tudi strinjam. gre pravzaprav že za tretji referendum na isti zakon. Ne? Najprej smo ga imeli leta 2005, ko je bil ta obstoječi zakon sprejet in ga je ljudstvo potem potrdilo na referendumu. Potem smo ga imeli leta 2010, ko je potem Pahorjeva vlada skušala zakon spremeniti, pa je bil potem množično zavrnjen z več kot 70%. In zdaj imamo že tretji pravzaprav referendum o RTV-ju, pravzaprav znova o istem zakonu, ne? Oziroma o poskusu njegove odprave. Ne? Ja, referendum je pomemben, da, ampak kot pa vidimo v preteklosti v Sloveniji, ne, tudi volja ljudstva je bila pogosto izigrana. Pogosto izigrana. Tudi če bo na tem referendumu, in tega se bojim, jaz se bojim, da bodo s pomočjo zelo levo usmerjenega ustavnega sodišča lahko tudi ta zakon sprejeli in bo ustavno sodišče reklo, tako in tako mora biti, kot smo to videli pri družinskem zakoniku, in ni možno več imeti referenduma na to temo. Tudi na družinskem zakoniku pravzaprav imamo že tretji potencialen referendum. Ne, ja, in mislim, da bo ustavno sodišče v tej sestavi, ki ga imamo, ne, mislim, da referenduma ne bo dovolilo. Tudi konec ustavno sodišče sicer ljudstvo ne more odločati o zadevah, ki jih je sprejelo ustavno sodišče. Ampak pri tem družinskem zakoniku je pa nekaj drugega. Pri tem družinskem zakoniku je pa to, da je vlada dala v družinski zakonik več zadev, kot jih je naložilo ustavno sodišče. O teh zadevah pa bi bilo prav, da bi državljani odločili na referendumu. Ampak, kot sem že dejal, se bojim, da pod tem ustavnim sodiščem vse bolj leve, mislim, da smo z zadnjo ustavno sodnico dali žebel do konca v krsto, se ni pričakovati, da bi dovolilo takšne referendume. Kar je sicer ironično, ob upoštevanju, da pravzaprav zakon, o katerem bomo odločali, je praktično identičen tistemu, ki smo ga državljani pred 7 leti zavrnili. Ustava se v vmesnem času ni spremenila. Se pravi, edino, kar se je spremenilo, pravzaprav je sestava ustavnega sodišča, kjer je pa recimo že pred leti, ko smo državljani na referendumu zavrnili prejšnje spremembe družinske zakonodaje, ne, poslanka tedanje SMC, ne, jasno povedala, eno leto hitro mine, menjali bomo ustavne sodnike. Ne, pri čemer je pa spet zanimivo, ne, ko pri nas nastavljamo ustavne sodnike, da so nekako pogodo, bomo rekli, levi opciji, v tem ne vidimo nič spornega, ne, medtem ko ves čas poslušamo, kako je pa problematično, da je se pravi nazorska sestava v ZDA, recimo njihovega vrhovnega sodišča, ki je po moči ekvivalentno recimo našemu ustavnemu, pa tako zelo problematična. Ne, spet smo nekih dvojnih merilih. Ja, to dvojna merila gotovo. Še bolj pa me skrbi to, da je naše ustavno sodišče postaja vse bolj aktivistično. Obnaša se zelo aktivistično. Vidimo tudi, sam pogosto prebiram ločena mnenja nekaterih sodnikov in tudi sodnic, predvsem sodnic, in takšnega aktivizma, kot je v teh ločenih mnenjih, ne vem, če smo ga že imeli v preteklosti. In tudi sam je pričakoval, da pač je za ustavnega sodnika izvoljen nekdo, ki velja nekaj v družbi. Poglejmo Ameriko. V Ameriki bodisi levi ali desni sodniki imajo nekaj za seboj, nekaj izkušnje imajo za seboj. Pri nas pa jih imenujemo res po politični barvi, samo da nam ustreza in da bomo imeli še bolj. Mi imamo sedaj sestavo 2 sodnika oziroma 3 sodnike lahko izključimo nekako, ki vedo razumsko nekako razmišljati, ostalo pa imamo zelo aktivistično usmerjene sodnike. Tudi sodnike, ki so sodelovali v preteklosti na takšnih in drugačnih shodih, v takšnih in drugačnih mirovnih inštitutih in podobno. Nič ne učitam tega, je dobro, ampak bojim se, da ti sodniki ne bodo odločali po črki ustave, ampak aktivistično.
tudi v preteklosti. Kar je pa izjemno velik problem za neko pravno varnost samih državljanov. Se pravi, imamo pravzaprav nek ta pravniški aktivizem, ki pravzaprav ogroža nekako državljanske pravice do pravnega varstva, do nekakve tudi varstva ustave pravzaprav. Popolnoma se strinjam. Če pogledamo samo ločeno mnenje enega od sodnikov, ki je glede družinskega zakonika poudaril, da smo mi odločili sedaj o neki pravici, ki sploh pravica ni. To je, da nimamo pravice do posvojitve. Ne? In tukaj so se ustavni sodniki postavili, da je to pač skoraj da človekova pravica, kar pač človekova pravica ni. In to ustavni sodnik Klemen Jaklič lepo zapiše v svojem ločenem mnenju in tudi ostale zadeve in opozori na ta aktivizem, ki se ga je šlo ustavno sodišče. In to bi moral izvesti zakonodajalec. Sprejeti, ampak tukaj imamo sedaj, ima prednost zakonodajalec oziroma večina v državnem zboru, da ima sebi naklonjeno ustavno sodišče in bojim se, da bo to vrstnih odločitev ustavnega sodišča v prihodnje še več. Ja, nekako smo izgubili kar občutek, kaj sploh je človekova pravica. Ene stvari, ki niso človekova pravica, pravzaprav kar nekaj postajajo, pravica do posvajanja otrok, pravica do sklepanja nekih, izenačevanja različnih zvez, je kar naenkrat imenovana človekova pravica, celo s tem argumentom so poslanci zavrnili referendum na to temo, čeprav je bilo zbrano recimo več kot 30,000 podpisov. Po drugi strani pa vendarle Slovenci še vedno nekako ene človekove pravice, ki pa je nesporna, pravica do groba, pravica do dostojnega pokopa, pa še vendarle ne znamo uveljaviti, ne znamo tega v polnosti izpolniti. Zdaj za nami je tudi dan vseh svetih, 1. november, dan, ko se spominjamo pokojnih, in nekateri izmed teh pokojnih še vedno nimajo te pravice do groba. Prav v teh dneh smo bili recimo priča tiskovni konferenci ob izkopu približno 3200 žrtev iz Brezna pod Macesnovo Gorico, kjer bi si želeli recimo svojci, da bi dobili neko mesto na Ljubljanskih Žalah kot osrednjem pokopališču prestolnice, ker tudi marsikdo izmed teh pokojnih je bil iz Ljubljane, pa vendarle nekako župan Ljubljane na vsak način to zavrača. Kako ocenjuješ, da po skoraj 80 letih od tega dogodka še nismo tako civilizirani, da bi lahko vsaj pokopali ljudi dostojno? Peter, mene je sram. Mene je preprosto sram, ko poslušam te razprave, ko poslušam te žolčne izjave, tudi ob grobovih, da nimo na izjave ljubljanskega župana so bile izrečene na Urhu ob grobu. Da nekdo ne dovoli pokopati človeka, jaz nimam besed. Še bolj sporno pa mi je to, da se za to ne zavzame ne predsednik vlade, ne obrambni minister, ne notranja ministrica, kandidatka za predsednico države prav tako ne. Bila je samo na enem pokopališču, denimo na enem slovesnosti prav tako na Urhu, denimo njen protikandidat je šel do spomenika vseh žrtev vojn in z vojnami povezanimi žrtvami v Ljubljani. In sram in hkrati bolj kot sram pa me skrbi to, da te grobove nenehno izkoriščajo tako eni kot drugi za nabiranje političnih točk. In ko omenimo grobove, so vsi v zraku in to je najboljša tema za razpravo, bodi si na soočenih, bodi si na pogovorih. In predsednik države Borut Pahor je na tem področju naredil zelo veliko na področju sprave. Temu so sledile dosedanje vlade. Kaj bo z novo vlado, ne vem, kako se bodo dela nadaljevala, ampak pričakoval bi vsaj venec predsednika vlade Roberta Goloba pod Macesnovo Gorico. Vsaj to. 3200 okosti. Ne govorimo o smrtih, ki so nastale med vojno. Govorimo o žrtvah, ki so nastale po vojni. Ko je že bil mir, ko so mnogi upali in verjeli, da bodo preživeli. In mi na teh žrtvah prvo nabiramo politične točke in se jih ne želimo spominjati. In sramotno je, da župan prestolnice govori, da ne dovoli domobranskih pokopov v Ljubljani. Pa konec koncev,
ima veliko spomenikov domobranskih že v Ljubljani, a jih bo še čistiti, da nimo v Šentvidu imamo farne plošče, pa še marsikje druge so. Predlagam, da si pogledamo najprej še ta posnetek od Zorana Jankovića in potem tudi, kako se je na to odzval Lojze Peterle v oddaji 24 ur zvečer. Takrat smo pokazali mračnim silam, tistim, ki želijo preoblikovati zgodovino, da nimajo prostora v vladi in imamo novo vlado, za kar sem jaz osebno izjemno srečen in ponosen. Imamo dve osebi, ena, ki se skuša prikazati, kot da do včeraj ni živel, pa da ni bil v eni čudni stranki, ki prinaša trpljenje v to domovino. In moje sporočilo Zurha še enkrat ponovno, posebej v današnjem dnevu, da dokler bo to vodstvo mestne občine v Ljubljani, ne bo domobranskih spomenikov. Mene kot politika moti to, da se tiste čase in tiste žrtve zdajle instrumentalizira za sedanje politične cilje in da je šel župan v tako kampanjo, tako rekoč na grobovih, se meni zdi absolutno nesprejemljivo, nekulturno, nedostojno in mislim, da tudi ni v čast kandidatki, ki je tam stala. Skratka, videli smo, kako nekako ljubljanski župan pravzaprav izkorišča to za neke predvolilne igre, kar je po svoje nekoliko, skoraj bi lahko rekli, bizarno, da volivci to še vedno kupijo. Župan Janković je nekako še vedno favorit za upravljanje te funkcije, kljub vsem tem, kako bi rekel, preteklosti, ki jo ima in na katero se pravzaprav sklicuje, čeprav je to nekako civilizacijske norme to zavračajo. Zdi se mi, da pač je to še edina zadeva, poleg Janeza Janše, kjer pač lahko zbudijo svoje volivce, da pridejo in oddajo glas za njih. In to, da se ves čas, pa Peter, to ni prvič, da on zlorablja grobove oziroma mrtve in nasilno pobite po drugi svetovni vojni za material, za nabiranje političnih točk. To počne že ves čas svojega mandata. In to počnejo tako na levi politiki, kot včasih se pa moramo strinjati, da tudi na desni to zlorabljamo. Tako da mislim, da ja, je bizarno, da župan Janković to zlorablja. Je pa žalostno, da ne pridemo do nekega nacionalnega poenotenja. Jaz sem upal takrat, ko je bila sprejeta izjava Slovenske akademije znanosti in umetnosti, da bomo s tem nekako prišli oziroma zaključili to temo oziroma prišli iz politične v neko akademsko, neko drugo debato na to temo, da bomo morebiti tudi označili, pač ja so bili nasilno pobiti in o tem govorili v šolah in čisto vse in se jih spominjali. Sam hodem vrsto let že v Kočevski Rog in nikoli ni bilo nobenega levega politika razen Boruta Pahorja. In to nam vse pove. Da se bo ta zgodba nadaljevala in se bo z njo obračunavalo še v prihodnje. Zato, ker pač to še je pač material, ki ga dokler še bo Janez Janša, imamo če Janeza Janše, pa to je pač material, ki zbudi njihove volivce in ki jim da tist, da gremo na volitve. Nekako neke vrste poenotenje smo pa doživeli v Državnem zboru ob sprejemanju zakona o zdravstvu, oziroma ne poenotenje, bolj preseganje nekih teh delitev med levimi in desnimi, ko so pravzaprav zakon o odpravljanju posledic COVID-a v zdravstvu podprli v Svobodi in v Novi Sloveniji, vzdržali oziroma bili proti pa v Socialnih demokratih, Levici in pa SDS-u. To je en tak zanimiv fenomen, da so vendarle morda sposobni celo tudi preseganja. Kako si ti videl to? Jaz mislim, da je Nova Slovenija s tem pokazala, da pač je pripravljena sodelovati, da Levica še se bolj oddaljuje
od vlade, spomnimo, da to ni bilo prvič, da je Levica glasovala proti, in da pač SD išče neko svoje mesto znotraj koalicije, ki ga pač nima, ker dejstvo je, da imamo v ospredju zgolj in samo Roberta Goloba in nekako s tem kontriranjem bosta ti dve stranki poskušali preživeti v tem mandatu, kajti na naslednjih volitvah jih lahko ne bo več. Kar se pa tiče sodelovanja, pa mislim, če je Nova Slovenija tako, kot so dejali prvak stranke Matej Tonin na volilni večer po državnozborski volitvi, da so pripravljeni na sodelovanje in da bodo podpirali vse, kar je dobro. Do sedaj se mi zdi, da so to počeli, kako bo prihodnje, bomo videli. Je pa res tisto zgodba nekako še vedno odprta, ali bo torej zdaj Nova Slovenija vstopila v koalicijo ali ne, oziroma z Robertom Golobom. Mislim pa, da si stranka po vseh teh potezah, ki jih je do sedaj počel Robert Golob, ne bi smela privoščiti tega vstopa. V tem tednu, ki je za nami, pa je odmevalo tudi. Potem, ko so po ukrajinskem napadu na rusko floto v Sevastopolu Rusi odstopili od sporazuma o izvozu žita, so se včeraj znova vrnili k sodelovanju pri sporazumu o izvozu žita iz ukrajinskih pristanišč. Tragedija v Seulu. Na festivalu pred nočjo čarovnic je prišlo do stampeda, v katerem je umrlo več kot 150 ljudi, 133 je ranjenih. Na Korejskem polotoku so sicer razmere napete tudi zaradi poslabšanja odnosov med Severno in Južno Korejo. V zadnjem tednu sta državi v morje izstrelili več raket. Ivo Boscarol je držal obljubo in gasilski zvezi nakazal skoraj 1,5 milijona evrov. S tem je podvojil sredstva, ki jih je gasilcem po poletnih požarih na Krasu namenila vlada. Boscarol s tem zaključuje cikel donacij skupine Pipistrela, med drugim je financiral tudi gradnjo intervencijskega centra v Ajdovščini. Elon Musk je prevzel vodenje Twitterja, napoveduje, da utegne podjetje odpustiti tudi do 1/4 zaposlenih. Pod Muskovim vodstvom naj bi se kmalu na Twitter vrnili tudi tisti, ki so bili z omrežja odstranjeni, med njimi najbolj znan nekdanji ameriški predsednik Donald Trump. Tako so pri koncu oddaje, nekako nas čakajo tedni, ko bomo morali večkrat odločiti in te naše odločitve bodo močno vplivale tudi na prihodnost Slovenije v naslednjih letih, ko bomo potem več let praktično živeli z posledicami odločitev, ki jih sprejemamo te dni. Alen, hvala, ker si bil tokrat z nami v studiu Domovine, pokomentiral teden, ki je za nami. Spoštovani gledalci, mi pa se vidimo znova prihodnji teden v odmevu tedna. Do takrat pa spremljajte portal Domovina, kjer bomo že dnevno analizirali in poročali o vseh ključnih dogodkih, ki se dogajajo v državi, ter tudi z različnimi oddajami to obogatili z različnimi zanimivimi gosti. Nasvidenje, do prihodnjič.